Spoštovani gledalci, prav lepo pozdravljeni v oddaji z učiteljem Cerkve. Smo v svetem postnem času, ko se pripravljamo na največji praznik krščanstva, na Veliko noč. In veliko vprašanj se nam postavlja. V tem času razmišljamo o tem, kakšna cena je bila plačana za vsakega od nas, da bi bil odrešen. Kaj vse je pretrpel Jezus Kristus? In kaj smo dolžni mi narediti z naše strani, da bi sprejeli odrešenje? Zelo vesel sem, da je tokrat ponovno z nami upokojeni beograjski nadškof, monsignor magister Stanislav Hočevar. Dobrodošli spet v naši družbi. Hvala lepa, tudi z moje strani vsem najlepši pozdrav. Nekako se ljudje pogosto sprašujejo, kar se tiče osvobajanja naših grehov, naših duhovnih ran ali pa bolezni. Zakaj se spovedovati, ko pa boš spet grešil? Da to vprašanje zgleda z ene strani zelo modro, z druge strani pa prav takšno vprašanje, kot ste ga v imenu tolikih poslušalcev mogoče postavili, govori, kako je miselnost našega časa, mi oprostite, preveč povrhna, samo od zgoraj, premalo plitka. Dobro, predvsem vse poslušalke, poslušalce lepo pozdravljam, se veselim, da skupaj praznujemo ta sveti postni čas. Ko ste postavili to vprašanje, mi je misel nehote takoj odšla v bogato zgodovino krščanstva, katoliške cerkve, puščavniških očetov, velikih teologov, ki so tako veliko razmišljali, kako se osvoboditi predvsem zapeljivca, hudega duha, demona, ki nas zalezuje, in zato se zelo veseli prav tega, da bi živeli površno, da ne bi o ničemer razmišljali, da ne bi kaj brali svetopismo, druge dobre knjige. In se poglabljali. Da bi se poglabljali. On se ne veseli tega. On hoče, da smo vedno v tem zelo prakticističnem, učinkovitem svetu. In seveda, ko smo docela predani samo tisto, kar mi trenutno ugaja, kar je meni praktično, potem se porajajo taka vprašanja. Glejte, mi ne živimo neko statično življenje, vedno enako stari, vedno enako v spoznavanih praksah in tako dalje. Moje življenje je neprenehna rast. Jaz da rastem, kot pravi že svetopismo za mladega Jezusa, ko je 12-letni prišel v tempelj, da se je vrnil staršem, da je bil njima pokoren in da je rastel, napredoval v letih, v modrosti in milosti. Skratka, cilj, smisel mojega življenja je, da neprenehoma rastem, napredujem. Do tiste mere, kot pravi apostol Pavel, da bi tudi jaz prišel do Kristusove starosti. Ne v letih, marveč v modrosti in milosti, da bi bil jaz, kakor Jezus iz Nazareta, tudi kot človek, vedno zedinjen z Bogom, da bi bila čista harmonija med Bogom in človekom, ter med Božjim sinom in nebeškim očetom. Glejte, mi smo vsak dan, prav zaradi tega, ker smo na poti, ker imamo vsak dan nove izkušnje, vedno tudi novi ljudje z novimi izzivi. Zato je nujno, da gremo k spovedi redno, da živimo način življenja, ki je v nenehnem spreobračanju, v nenehni spokornosti, in da bi tudi tedaj, kadar vidimo, da nismo dovolj napredovali ali da smo mogoče padli še vedno v isti greh, da prav takrat še bolj redno, še bolj zavzeto, predvsem pa, kar je pomembno, razsvetljeni z Božjo besedo, obhajamo sakrament sprave. Mi ljudje sami od sebe
Ne moremo, in v tem je moč krščanstva in tudi nevarnost nezdravega krščanskega življenja, ker nihče od nas se ne more sam spreobrniti brez Božje milosti. In to je zanimivo, šele takrat spoznam, da sem živel v grehu, kadar se res docela spreobrnem, kadar docela presežem svoj greh in sem začel novo življenje. Takrat živim globlje povezan s Svetim Duhom, sem bolj poslušen njegovim navdihom in takrat tudi odkrivam, kakšno naj bi bilo moje življenje, ker je, kot pravi že Stara zaveza, luč mojim nogam je Božja beseda. In samo v njegovi luči mi vse postaja jasno. Zato je potrebno nujno, redno, sistematično obhajati sakrament sprave v zavesti, da mi je vsak trenutek dan samo zato, da bi bil globlje združen z Bogom. Če mi torej kdaj tudi ne uspeva, mi se ne posreči, to še ne pomeni, zdaj pa naj bi odstopil, nasprotno, naj bi uporabil prvič še več zaupanja v Boga, drugič naj bi še bolj poslušal Božjo besedo, tretjič naj bi se še bolj resno spreobrnil, pa tudi v luči Božje besede načrtoval svojo prihodnost. Moram imeti načrte za prihodnost. In če bom ob tem, kar je nujno potrebno, vsako jutro molil, poslušal Božjo besedo, zvečer spraševal svojo vest, bom gotovo napredoval. Božja beseda je jasna, bodite popolni, kakor je popoln vaš nebeški Oče. Ne? Bog želi, torej, da se poboljšamo. Ne? Res je, če sam po sebi sklepam, ne? Pri spovedi običajno spet ponavljam iste grehe, kot pri pretekli spovedi, ne? Da. Kaj človeku pri tem v resnici najbolj pomaga? Ali je to k temu spreobrnjenju osebnemu resnično kesanje, da je to res globoko kesanje, obžalovanje, da bi potem lahko se spremenil, da bi napredoval v ljubezni ali kaj? Veste, meni je všeč to, kar sem že prej dejal, kako so vso to problematiko mojega nenehnega spreobračanja, tudi obhajanje sakramentov, tolmačili puščavniški očetje, cerkveni očetje. Mi se moramo zavedati tega prvič, da nas je Bog ustvaril dobre, da smo ustvarjeni po Božji podobi in sličnosti. Vendar, ker je hudobni duh se uprl Bogu in s tem vstopil v morje nesreče, tudi nas nenehno hoče prevarati. On stori vse, da bi nas pritegnil ravno s tem preprostim, površnim, vsakodnevnim življenjem. Nazalezuje, ne? Daleč od vsega modrega. In vidite, zato je zelo pomembno, da mi sistematično gojimo svoje združenje z Bogom. To pomeni, če drugače rečem preprosto, kar smo se že nekoč učili, da vsako jutro določim, da bom vse, kar bom delal, delal dobro, da bom delal v večjo Božjo slavo, z dobrim namenom in da ne bom nikdar iskal sebe, nekdar dovolil, da me karkoli razjezi ali užali, marveč da z notranjo mirnostjo to, kar blagri imenujo krotkost, ker samo krotak bo deželo posedoval, bo prejel nov način življenja. In glejte, če jaz tako redno pristopam k sakramentu sprave in vedno prej berem Božjo besedo, vedno tudi prosim za razsvetljenje Svetega Duha. Zato bom vedno še bolj ogrožen, ker hudobec še bolj želi, da me zapeljuje. Veste, ne smemo nikdar pozabiti, kar pravi Svetopismo, potem, ko je Jezus pristopil in sprejel krst pokore in mu je sam nebeški Oče povedal, da mu je kot sin nad vse drag,
Ampak potem pravi, da ga je sam Sveti Duh odpeljal, odnesel v pustinjo. Veste, nas začenja hudobni duh preizkušati šele takrat, kadar smo se odločili, da bomo živeli po krstu. Zato moramo računati, da nas bo on stalno zapeljeval. Zato je pomembno, da se ne prepustimo površnemu življenju, ko kar tako in tako grešimo vedno iste grehe, ali pa, ko smo začeli močneje živeti duhovno, da ne popustimo, ker nas bo zdaj pa še bolj hudobec zapeljeval. Prav zato, vidite, je ta postni čas tako pomemben, da vem, kako bi premagoval, namesto da bi bil podvržen hrani, da se znam postiti. In ko sem se postil, postanem gospodar samega sebe. Če me zapeljuje to, kar imenujemo nečistost, moram vedeti, kar pravijo cerkveni očetje, da moram imeti uravnoteženo, vedro pamet, ki zna vse prav presojati in se ne dam zapeljevati enosmernosti, ko mi nekdo kaže samo telesno življenje. Zelo nevaren sovražnik je lakomnost, želja po častihlepnosti. Torej, jaz moram poznati vseh teh 8 različnih demonov, ki me zavajajo. In samo z vsakdanjim izpraševanjem vesti, branjem Božje besede, jaz lahko napredujem. Moram pa tudi vedeti, da je življenje boj. Ni lahko presegati svoje lastne slabe navade, svojo lastno nemoč in zavajanje hudobnega duha. Zato je tudi dejstvo, da včasih padem v iste grehe, povabilo, naj ponižno bolj zaupam v Gospoda, naj ne zaupam samo v samega sebe. Moja moč je, če se predam Svetemu Duhu in če zares uporabljam sredstva za duhovno svobodo. To pa, kot sva že rekla, je ob molitvi o postu, je tudi odpoved, je zdrav odnos oddeljenosti od vsega, da me nič več nobena stvar ne zapeljuje. Še posebej moram zelo paziti na svojo jezljivost. Pomislite, za mene je bilo kot študenta teologije nekaj strašno, da Mojzes, za katerega samo Sveto pismo pravi, da je bil bolj blag kot vsi drugi, pa se je, ko so godrnjali Judje, da nimajo vode, 2krat udaljil s palico po skali in gledajte, samo zaradi te jezljivosti ni mogel vstopiti v sveto deželo. Zato moramo tudi mi zelo skrbeti, da nismo jezljivi, ker takrat dajemo več prostora svojemu egu, svojemu jazu, kot pa Bogu. Zlasti pa, ko gre za ošabnost, ko gre za častihlepnost ali ko gre za lenobo. Vidite, moramo poznati, zdaj ne govoriva sistematično o tem, vendar če hočem jaz napredovati, moram v tem duhu delati. Zato je tako pomembno, da pri vsaki spovedi, poleg tega, da si dobro izprašam vest, da priznam grehe, da se pokesam, moram prevzeti tudi pokoro, da torej molim, da bi presegal to slabost in moram zato redno jemati sredstva. Če kdo ne ve, kako bi presegal te svoje slabosti, naj se pogovori z dobrim spovednikom. In zato naj bi imeli dobrega duhovnega voditelja. Že sveta Terezija Velika je rekla, da če hočemo imeti dobrega duhovnega voditelja, ni dosti, da je tak človek samo molitven ali pa pobožen, ali pa da je zelo učen. Mora biti predvsem razsvetljen Svetim Duhom. Danes pa žal ne poudarjamo tega in smo premalo poslušni Svetemu Duhu in zato tudi ne znamo zadosti pomagati drug drugemu. Spoved je pa tisti sakrament, kjer najbolj dopuščamo delovanju Božjega usmiljanja in priznavanju svojih slabosti, to pa je prava ponižnost. Če to dvoje združim, bom gotovo napredoval. Ko razmišljamo o duhovnem napredku,
kakšno vlogo igra odpoved grehu? Kajti, če se v osnovi ne odpovem grehu, v katerem se nahajam, kako naj pričakujem, da bom duhovno napredoval, ali kako? Da, glejte, bi mogoče še malo ponovil, ker ste že prej rekli. Vedno je skušnjava ali da nekako ponavljam vedno te svoje grehe, ali pa da kdo reče, pa kaj bom hodil k spovedi, saj tudi spovednik je grešnik. Tukaj je potrebno torej se zavedati, da v Bogu ni individualizma. Nihče od nas ne obstaja sam. V Bogu je presveta trojica. Normalna skupnost na zemlji je družina. Vsak narod je družina družin. Kar pomeni, da nihče od nas si ne more sam sebi dati življenje, ga sprejemamo od Boga prek naših staršev in v kolikor boljšem občestvu živimo, boljši skupnosti, toliko lažje napredujemo. In zato, ko govorimo o mojem spreobračanju, o osvobajanju od greha, moramo vedno živeti v tej medsebojni povezanosti. Zato Jezus tudi govori, da moramo drug drugega v ljubezni opominjati in si pomagati. Vsak pravi kristjan bo zato imel tudi svetovalca, ki ga bo spominjal, v čem je njegova slabost. Ker, kot pravimo, mi nimamo oči na hrbtu. Mi ne vidimo vsega tistega, kar je nam v podzavesti skrito. Zato je tako pomemben ta dialog, pogovor v cerkvi, zato je tako pomemben duhovni voditelj, zato so tako pomembni prijatelji. In danes je velika škoda, da nismo tako prijatelji, da bi pomagali drug drugemu. Recimo tukaj sta vzor sveti Bazilij pa Gregor. Ona dva sta si tako pomagala, da sta celo tekmovala, kdo bo bolj pomagal prijatelju, da bi napredoval. Glejte, danes moramo zopet priti do tega, da bomo tako se medsebojno imeli radi, da jaz želim svojemu prijatelju, bratu, sestri, da bi čim bolj napredoval. Zato Jezus pravi, ko se je prikazal kot ostali, odpuščajte drug drugemu grehu. Mi se moramo o tem pogovarjati. Danes, žal, tega ne delamo tudi zaradi tega, ker je že papež Pij XII rekel, da je po drugi svetovni vojni, da je največji greh našega časa to, da sploh več ne priznamo greha. Glejte, kadar človek ne vstopa dovolj v skrivnost Boga, potem ne more videti, kako je biti brez Boga, da si v temi, da nimaš cilja, da nimaš smisla, da ni, kot sem prej rekel, tiste luči, ki bi razsvetljevala moja pota. In zato je za takega človeka danes vse dopustno, kot so rekli veliki tudi sociologi, današnja družba je fluidna, ni nič več stalnega. Nobene, bi rekli, resnice, verske resnice, ki bi me držala. In zato je danes samo eno, želimo čim več užitka drug drugemu. In seveda v taki družbi tudi ni naravnega hrepenenja po napredovanju, po svetosti, po zrelosti. Torej vstopiti v to območje čiste ljubezni do Boga in bližnjega, do občestva pa bomo želeli napredovati. Ali smemo iznašati informacije iz spovednega pogovora, iz tega, kar smo se s spovednikom pogovarjali pri sveti spovedi? Nikdar. Iz več razlogov. Spovednik ne sme, to je jasno, ampak kaj pa mi? Spovednik ne sme in jaz ne smem. Zakaj ne? Sveta spoved je, bom še razložil nekatere stvari, ampak sveta spoved je tisti najgloblji odnos med očetom in sinom. V duhovnem smislu. Bistvena lastnost očeta je to, da tako čuvaš, ohranjaš dostojanstvo slehernega človeka, da torej o njem nikdar, zlasti če si mu spovednik, ničesar posebej ne slabega ne spregovoriš. Kaj šele iz področja svete spovedi.
Spovednik, vemo vsi, mora tudi za ceno življenja, da izgubi življenje, mora ohranjati skrivnost spovedi. Za spovedanca, jaz, ki sem bil pri spovedi, moram povedati tole, da kadar jaz iztrgam nekaj iz celotnega konteksta, sem vedno napravil škodo in sebi in drugemu. Tukaj gre za zelo globok, intimen pogovor, ki se nanaša na moje razmere do Boga. Torej, ne smem niti reči, denimo, spovednik mi je dejal to in to pri spovedi. Bom rekel kako. Ni dobro, da rečeš tako. Ti lahko uporabljaš, potem, ko si časi od spovednika vse njegove nasvete iskreno sprejel, si tudi pred Gospodom razmislil tiste pastoralne, pedagoške nasvete, to pomeni, kar je meni svetoval in sem tudi sam jih razmišljal, sam, če tako po domače rečem, preizkusil in sem videl, da je to za mene dobro, da mi to res koristi, bom rekel, nekateri spovednik, ampak bi lahko rekel nasplošno, iz moje spovedne prakse mi to zelo, zelo pomaga. Kaj ti drugače je vedno tako? Veste, tudi žal, mi ljudje smo vsi omejeni in imamo lahko tudi drug o drugem različne predstave. In zdaj, če recimo en spovedanec reče, ta spovednik mi je to rekel, ali moj spovednik je to rekel, mogoče drugi, ki ni nujno, da se ko z njim strinja, ali ima nekako malo drugačno duhovnost, namesto da bi bolj sprejemal, potem takoj ustvarja predsodke. Glejte, to je razlog, zakaj Mojzes, ko govori v Božjem imenu svojemu narodu in zapoveduje sam Bog, je rekel, ne delaj si rezane podobe, ne o Bogu, ne o stvareh, ne o osebah. Mi zelo hitro imamo določene predstave drug o drugem. Pravimo, da imamo vsakega v določenom predalčku in tako vse ljudi razporedimo. Zato, ko gre za te najgloblje, najbolj intimne, v duhovnem smislu intimne, spovedne pogovore, ni dobro, da to prenašam. To je bilo meni rečeno in dobro je, da to globoko izkušnjo duhovnega življenja ne posredujem, da bi besede iznašal, če pa vidim, kot rečeno, da je v tej moji izkušnji nekaj zelo dobrega, lahko rečeš, iz moje izkušnje ti lahko to svetujem. Nekdo ti je rekel, ali kater spovednik ti je to rekel. Torej, ni dobro, ni pa tudi greh, ne? Greh seveda ni. To ni greh, vendar moramo vedeti, da mi lahko zelo veliko pomagamo, če ščitimo dostojanstvo slehernega človeka. Vemo tudi, da ne bomo nikdar drugemu posredovali, kar je nekdo meni o nekom ali slabega rekel, ali Bog ne daj, da je ogovarjal, to pomeni, da je slabo govoril o napakah, kaj šele, da bi obrekoval, da govori nekaj, kar sploh ne obstaja. Nikdar tega ne smem posredovati, ker s tem že nosim negativne, bi rekel, negativne reke, potoke drug o drugem. Vedno je pa dobro, da rečem samo, kar je pozitivno, ker to me spodbuja. Vidim, da te ima ta zelo rad, vidim, da ta zelo pohvali tebe, ali te je zelo pohvalil. Ker moramo si dati spodbudo, vendar iz čiste ljubezni. Kakor je Jezus rekel, ker je mnogo ljubila in je bilo mnogo odpuščeno. Torej, cilj, smisel vseh naših pogovorov, kaj šele obhajne zakramenta sprave je, da bi drug v drugem spodbujali ljubezen do Boga, ljubezen do bližnjega, da bi se čim bolj radi imeli, medsebojno pomagali. Naša medsebojna solidarnost nam bo šele pomagala, da res hrepenimo po spreobrnenju. Gospod Načkov, pred kratkim sem bral izpoved nekega duhovnika, kako nekaj čudovitega je bilo, ko je maševal na nekem čolnu z neko družbo, mislim, da skavtov, ne vem koga. Pa me zanima, kdaj in ob katerih priložnostih lahko duhovnik mašuje zunaj cerkve?
Jaz ne bi najprej tako odgovoril, kakor ste vprašali. Preden odgovorim na to vprašanje, bi sebi in vsakemu rekel tole. Se zavedaš, kaj je to obhajanje svete maše? Ali si dojel to veliko skrivnost? Sveta Evharistija je središče celotne zgodovine odrešenja, od stvarjenja do paruzije, in je nasploh povzetek posebej vsega evangeljskega nauka, Jezusove ljubezni, je obhajanje Gospodove smrti, njegovega vstajenja in njegovega nebohoda. Obenem je to edina prava duhovnost, ko dajem življenje za drugega. In zato je vedno treba poskrbeti, da sveto mašo tako obhajamo, da bodo vsi udeleženci te svete maše lahko globoko dojemali, da bodo lahko globoko sodelovali in da bodo, kakor Mati Cerkev uči, sodelovali na 3 polne načine. To pomeni zavestno, da se zavedajo vsega, kar se dogaja, da sodelujo polno, to pomeni ne samo malo da, malo ne, da odgovarjajo, premišljujejo, prejemajo, da prej opravijo spoved, sveto obhajilo, in dejavno. Če se Jezus daruje na oltarju, v čem pa je moje darovanje? Tudi jaz moram postati daritev za druge. Zato je tole pomembno. Najbolj častno je, da obhajamo v za to prirejenih svetih prostorih. Ali seveda, če so posebne potrebe, kot je recimo včasih je izjemno veliko število ljudi, ne moremo v cerkvi, zato priredimo prostore. Vedno je bila tudi želja cerkve, da bi, če je pri kaki hiši v domu bolnik, ki zelo trpi in je leta in leta priklenjen na posteljo, da sme duhovnik občasno priti tudi domov. Maševat. Seveda, maševat lahko pride v takem primeru. Ob tem je treba še tole reči. Vsak duhovnik se mora zavedati svojega poslanstva in mora biti na razpolago, kolikor najbolj more vsem ljudem. Zato mora tudi gledati, da ne privilegira samo eno skupino ali samo enega vernika, bi bilo mogoče lažje, da gre vedno v eno hišo ali samo eno skupino. Torej mora pred Bogom razmisliti, kako bo celotnemu Božjemu narodu posredoval vero, posredoval to izkušnjo Boga. Če je torej neki velik razlog, se vedno sme tudi v soglasju z škofom maševati. Ne smemo pa tu iskati neke senzacionalnosti. Da bi to nekdo na čovnu šel maševat, ne vidim smiselno, toliko bolj, če ni 100% zagotovljeno, da bodo lahko tu sodelovali, da ne bodo imeli skrb, je veter, je kaj drugega, in potem bodo bolj misli na sebe, kakor pa na daritev. Torej, kar je danes glavni greh pri mnogih v katoliški cerkvi je, da mislijo, da je bogoslužje naše. In potem mi ustvarjamo bogoslužje. Bogoslužje je pa Kristusovi. Ne prirejamo mi bogoslužje, ampak naj bi se uživeli v Gospoda Jezusa Kristusa, ki se daruje. In to je merilo. Merilo je torej to, tako obhajati sveto mašo, da se zares uživim, da Jezus Kristus prihaja v polnosti do svoje uveljavitve odrešenja. Ne da nekaj senzacionalno iščem, ampak da se z njim združim, da ga poslušam, da živim in da smo med seboj bolj povezani. Sedaj, če ob tem, kar pravite, pomislimo tudi na to, da pravzaprav na najboljši možni način se posvečuje prostor, okolica, ljudje, prebivalci, tam, kjer se obhaja sveta maša, ne? To je gotovo, zato so cerkve posvečene. No, ampak želim vas vprašati, papež Janez Pavel II. Je ob obisku Slovenije dejal, da je posejana s cerkvicami in kapelami. Večinoma imajo kapelice od znotraj tudi oltar. Ali bi bilo dovoljeno na željo lastnikov, da nimo kapele tam maševati morda enkrat na leto? Vsekakor bom najprej na splošno rekel,
kapelica je prav zato tiste, ki imajo seveda oltarje, da se tam mašuje. Tu mislim predvsem na naše tako imane podružnične cerkve. Drugo pa so te manjše kapelje kot znamenje naše molitve, naše pobožnosti. Torej, navadno imajo naše večje župnije več podružnic in tam, ker je cerkev posvečena določenemu svetniku, je navadno vedno takrat, po Sloveniji različno pravi, imajo to žegnanje ali proščenje ali kakorkoli, ampak vsekakor je razumljivo, je koristno, je potrebno. Ob teh manjših kapelicah kot znamenje, ki so izraz naše pobožnosti, zaupanja recimo v Marijo, v nekega svetnika, pa če je neka posebna okoliščina, neka posebna potreba. Recimo ponekod imate potem križevega pote, imate tako ene kalvarije in potem se seveda v tem primernem času tudi tukaj mašuje. Ni glavno vprašanje smeš, ne smeš, glavno vprašanje je, ali mi res dostojno, vsebinsko, iskreno obhajamo to, kar je želel Gospod Jezus Kristus. Ali pa iščemo sebe senzacionalnosti, ali pa smo žal tako daleč, da to sprejemamo kot eden izmed nekakvih zabavnih trenutkov. Torej, moramo se mi, kristjani, uživeti v to globoko skrivnost, ki je, kot rečeno, povzetek celotne zgodovine odrešenja. Kdo je torej odgovoren, da se odloči, da nekomu ugodi, recimo v taki priložnosti? Vedno je za celo škofijo škof odgovoren, redno pa potem so župniki za svoja področja. Tu je dobro, da vemo tudi to, da recimo, da vsaki župnik mora biti odgovoren, vse, kar se dela na njegovem področju, če se govori glede vere. Recimo, ne more kdorkoli natakniti na cerkvena vrata kakršenkoli plakat. Zdaj sem tudi videl ponekod, da nekatere skupine vernikov zelo proklamirajo, na prvi pogled pišejo Jezus posod srcem, sem pa, ko sem šel na sprehod, videl, da je ta ista skupina deli letake, kjer odvrača ljudi od spovedi. In pravijo, kar pomeni, da je to neka druga skupina, pravijo v tem pismenem sporočilu, ne dajte se zavajati duhovnikom, ki mislijo, da oni odpuščajo grehe. In vidite, je tudi danes veliko takih skupin. In tu mora imeti župnik nadzor, ne? Tukaj mora imeti, ne gre samo za nadzor. Hočem namerno reči, da vidite, da to ni neka disciplina. Ampak, kar vedno ponavljam, mi smo katoličani, katholos, mi vedno mislimo na celoto. In noben duhovnik ne sme sprejeti, da bo na njegovem področju zavajal ljudi nekdo, ki samo en vidik poudarja. Veste, duhovnik je duhovni zdravnik. On mora celiti celega človeka. Ne samo razum, ne samo voljo, ne samo dušo, ne samo telo, ne samo osebnost, ampak tudi skupnost. In torej mora skrbeti, kakor mora skrbeti pri bogoslužju, da je pridiga resnična, da deli hrano vsem, tako naj bi skrbel v celotnem občestvu, da je dana ljudem tista hrana, ki je vsestransko hrani. Torej, mi katoličani se moramo zavedati, da smo prejeli veliki dar, prav zato, da bi zdravili s celotnim naukom celotnega človeka. Vidite, danes imamo najboljše primere. Tisti, ki ne gledajo na dobro celega človeka, potem zagovarjajo splav, zagovarjajo evtanazijo, kar pomeni, gledajo enostransko na življenje. To je, kar so prvi kristjani rekli, heretik. To je ne samo krivi nauk, ampak ti človeka preprosto samo delno sprejemaš. Ga skrčiš ali na mišico ali samo na nekaj. In to je grozno poniževanje, ki se danes dogaja v naših družbah, ko mi drug o drugem sprejemamo samo en vidik, ali samo hrano, ali samo pijačo, ali samo iskanje
te eksaktne zemeljske vede, ali pa ga odpiraš celotnemu spoznanju resnice. In vidite, zato biti katoličan je nekaj silno velikega in odgovornega. Mi smo odgovorni za zdravje, celovito zdravje. Apostol Pavel pravi telesa, duha in duše. In to je nekaj velikega. In tudi odgovorni za naše bližnje, ne? Da jim Seveda. pomagamo, da spoznajo Boga. Prav v tem smislu bi vam želel zastaviti naslednje vprašanje. Namreč, kakšni smo to kristijani, da nam je neprijetno v javnosti nekako tudi na zunaj pokazati, da smo kristijani, komu mi pripadamo, da smo Kristusovi. Kaj menite o tem, da če pridemo v gostilno, restauracijo, neko javno kuhinjo, da se morda ne upamo pokrižati pred drugimi ali celo pomoliti? Kaj je tu prav? Tudi tukaj najprej hočem dati malo razlage, da bi lažje razumeli in potem bom jasno odgovoril na vaše vprašanje. Glejte, mi vsi danes živimo v tako imenovanem pluralističnem svetu, kjer so miselnosti zelo različne, so verni in neverni, ali pripadamo celo različnim verskim skupnostim. Ne samo kristijani, danes so med nami tudi bratje muslimani, judje. Recimo, in nekatere to zelo potem malo zmoti. Ali je pametno, da zdaj jaz, ko sem v taki družbi, da pa jaz nekako propagiram sebe, pa poudarjam sebe. Drug vidik je ta, mi smo živeli v strogo ateistični družbi, ko je bilo zabranjeno kakršnokoli javno izražanje vere. Še danes, in to je glavni vzrok, zakaj mislijo tako, se tako poudarja, da je vera privatna stvar. To pomeni, da je to samo vprašanje tvojega notranjega čustvovanja, kakor ti to v srcu doživljaš in da se ne sme to na zunaj izražati. Po drugi strani pa nam ustava zagotavlja, da smemo javno in v zasebnem življenju. Jaz govorim, zakaj ljudje tako nekateri razmišljajo. S tem bi ravno rad rekel, da je vera nujno vedno nekaj javnega. Zakaj? Ker ko jaz iskreno verujem, jaz delam dobro, sprejemam slehernega človeka kot brata in sestro, sem za njega odgovoren, vzpostavljam občestvo. Kot sem že večkrat rad rekel in za Slovenijo je to zelo pomembno, prava vera najbolj vzpostavlja v družbi zaupanje. In samo kjer je zaupanje, tam lahko celoten narod napreduje. Ker če ni medsebojnega zaupanja, tak narod ne more napredovati. Zato vidite, ima slovenski narod, ne zaradi tega, ker mi katoličani to pravimo, po svoji osnovni človeški strukturi moramo storiti vse, da presežemo razdvojenost, da pridemo do sprave. To preprosto, če si želimo drug drugemu dobro, to preprosto naj bi naredili. Ni pošteno, da nekdo namerno uničuje zaupanje medsebojno in da namerno zavaja in da še namerno danes ne priznavajo, kaj se je dogajalo med drugo svetovno vojno. To je greh proti razumu in tu moramo silno vsi razmišljati. S tem nisem hotel nobenega apostrofirati, ampak moram razmišljati in zares sem zelo veliko razmišljal, molil o spravi in sem vesel, da v teh dneh je tudi več drugih ljudi, ki o tem razmišljajo, tudi zdaj tisti, ki na novo delajo filme, so začeli drugače razmišljati. To zelo pozdravljam. Jaz imam tudi vsakega 24. v mesecu poseben molitveni shod. Da se vrnemo. Glejte, ker živim v tem svetu s tako zgodovino, v tem svetu, ko se tako poudarja, da naj ne bi motili drug drugega, potem žal se mi katoličani tudi bojimo izpovedovati to, kar smo, kjerkoli. Ali smo v cerkvi, ali smo na ulici, ali smo v gostilni, ali smo v hribih. Povsod je normalno, da se pokrižamo. Seveda pa pravim, če je kakšen trenutek tak,
da moramo ali malo počakati, če se nekaj drugega dogaja, da ne bi mi, ko pridemo, pa mi zakaj se mora vse podrediti k nam. Ampak nikdar se ne smemo niti bati, niti odpovedati temu, kar smo. Bolj si v konkretnem življenju, pa tudi, da ko pridemo v gostilno, v restauracijo, na kosilo, na večerjo, se bomo vedno pokrižali, molili, ker to ni samo dobro glede vere, marveč glede zdravja. Samo če človek v notranji zbranosti pristopa k hrani, je to tudi za njegovo telo veliko bolj zdravo in medsebojno povezovanje pomaga človeku. Nekaj sva prej že spregovorila o zaupanju. Kako moramo ravnati, če se nam nekaj zaupa? Za kakšen prekršek gre, če nečesa, kar nam je nekdo zaupal, ne ohranimo le zase? Preprosto je to greh proti ljubezni. Kakor moramo vsak drugi greh proti ljubezni ga pravilno presoje, tako tudi ta. Toliko bolj potem glede na vsebino tega. Če gre za neko majhno stvar, recimo, da nekdo namerno reče v šali, mi zaupal, zakaj nosi tako frizuro, nekaj, kar ni življenjsko tako pomembnega, seveda ne gre. Če gre pa za nekaj velikega, in tukaj moramo razlikovati, kaj je mala stvar, kaj pa je velika stvar. Če mi pa nekdo recimo zaupal nekaj silno pomembnega, težkega, odgovornega, pa moram to zelo upoštevati in je greh tiste kvalitete, kakor je nasploh v življenju. Če nekaj velikega, hudega, težkega naredim, pri zavesti je to smrtni greh. Če pa majhne stvari, kot sem dejal, nekaj, ki nima neke večje teže v vsakdanjem življenju, ampak je bolj malo vrste šala, je pa treba zopet drugače razlagati. Poglejte, v cerkvi imamo molilce s posebnimi darovi, ki jim Bog pokaže pri osebi, ki zanjo molijo, tudi kakšno skrivnost, nekaj iz njenega življenja oziroma iz njene družine ali čisto osebne stvari, za katere ta oseba meni, da jih ima pravico zadržati zase in ki jih ne bi nikoli razkrivala drugim. Ali sme molivec to izdati komorkoli drugemu, oziroma kako mora ravnati z informacijami, ki so mu na tak način odkrite po Božjem duhu o neki osebi, ki zanjo moli? Upam predvsem, da sem vas dobro razumel, ker vaše vprašanje je bilo dokaj kompleksno. Upam pa pravim, da sem razumel. Kar sva že prej govorila, mi vsi moramo se zavedati, da je vsak človek, ker je ustvarjen po Božji podobi in sličnosti in ker ima vsak človek svoje posebno, specifično življenjsko poslanstvo. Zato ima tudi vsakdo izmed nas svoj obraz. Bog je tako vsemogočen, da smo z ene strani mi vsi ljudje, imamo torej vsi nekaj skupnega, ker pa je vsemogočen, tudi vsakemu od nas daje posebne življenjske naloge. In če je kdo obdarovan s temi, kot ste rekli, karizmami, darovi Svetega Duha, da, kot so nekateri svetniki videli v srce drugih. Vi veste, da je Pater Pij pri mnogih grešnikov, ki so prišli, je točno rekel, tega si se spovedal, tega nisi spovedal. Ali Leopold Mandič, ne? Ali Leopold Mandič, ali sveti Janez Bosko. Torej so mnogi svetniki, ki so gledali, videli v srce. Ker se to nanaša na to našo skrivnostno povezano z Bogom, ker torej gre za darove, ki smo jih prejeli od Boga, ali pa, če smo mogoče te darove zavrnili, recimo, če si prišel k spovedi kot grešnik, ali ti je nekdo, ki je tvoj dober poznavalec, duhovni voditelj, molivec za tebe, odkril, da si nekaj zelo dobrega storil ali pa si slabega storil, torej to ne sme drugim posredovati. To lahko ta molivec, ki je prejel dar, sam, v tem duhu, kot sem prej rekel. Nikdar ni dobro, da reče, ta in ta mi je to rekel, ta in ta mi je to izmolil. Razen po smrti tega človeka. Zato tudi navadno, ko nekdo umre, takrat se začenja proces
lahko za beatifikacijo, kanonizacijo, kar ne pomeni, da ne bi smeli že prezbirati, ampak ne za javnost. Ker, gledajte, vsak človek se definitivno odloči šele v smrti. Ko umiram, ko prehajam iz tega umrljivega zemeljskega življenja v večnost, takrat mi Bog daje priložnost, da še enkrat odločim za njega ali proti njemu. In zato je zelo nevarno, če jaz neke zaupne stvari iz življenja tega svetnika prej raznašam, ker še ne vemo, ali bo on vztrajal v tem do konca ali ne, ali bo sam to, kar je nam govoril, zares dosledno uresničil ali ne. Tako vidite, tudi mi med sebojno drug drugega ščitimo, in če vidimo, da nekdo dobro napreduje ali pa slabo, mi mu moramo zopet glede na to situacijo pomagati. Zato ni nikdar koristno, da prehitro nekako izdajamo drug drugega in da prehitro sodimo. Mi vsi ostajamo brez Boga skrivnost. Šele smrtjo mi vsi zapečatimo svojo definitivno odločitev za Gospoda. V cerkvi obstaja pravilo, da mora vernik svobodno sprejeti sveto obhajilo na jezik ali na dlan, oziroma na usta ali na roko, kot pravimo. Mnogo vernikov želi obhajilo sprejeti le na jezik, nemalo od teh tudi poklekne. Koliko bi bilo pomembno, poleg pravilne notranje naravnanosti ob prijemu svetega obhajila, ukloniti tudi svoje kolena? Koliko nam zunanja drža ponižnosti pred Bogom more pomagati tudi k boljši in pravilnejši notranji drži? Tukaj ste se dotaknili zelo velikih vprašanj, bolj kot si mislimo. Gre namreč za to, kakšen je moj odnos do Gospoda, do vsemogočnega Boga, stvarnika, očeta, rešenika, kako naj bi jaz sam živel, ta odnos do njega prakticiral, da bi lahko čim bolj napredoval. Gotovo je, da sam apostol Pavel večkrat govori: poklekujem pred očetom našega Gospoda Jezusa Kristusa, jaz kot najmanjši. To pomeni, da je treba imeti, in to je zdaj pomembno, do Boga, do Jezusa, druge Božje osebe, Božjega Sina, ki ga sprejemam, najgloblji odnos. In da v meni pravzaprav mora biti tisto najgloblje spoštovanje, poklekovanja, ko se zavedam, da je sveto obhajilo čisti dar. Cerkev je pa tudi mati in se zaveda, da živimo včasih v posebnih razmerah. Recimo tudi jaz sam sem včasih v izjemno velikih župnijah, kjer je veliko ljudi, in seveda je nujno zato, da je tudi več deliteljev obhajil. In zato ni mogoče povsod, zlasti še zdaj ne, ker po mnogih krajih tudi že uveljavljajo, kar tudi cerkev dovoljuje, da bi sveto obhajilo lahko sprejemali pod obema podobama. Vi veste tudi tukaj, da nam vzhodni bratje, vzhodna cerkev, zdaj konkretno pravoslavni, malo zamerjajo, kako to, da vernike obhajamo samo pod podobo kruha in vina, da mi obhajamo samo pod podobo kruha, ne pa tudi vina, ker se stalno ohranja v vzhodni cerkvi. In zato marsikje tudi stremijo, želijo, da bi do tega prišlo. Vidite, če pa hočemo to dostojno deliti, je potem cerkev poudarila, da je zelo pomembna ta naša notranja drža, bogatega spoštovanja Boga, tudi če ne moremo poklekniti, in tudi če je včasih lažje iz več razlogov deliti sveto obhajilo samo na roke ali pa samo na jezik. Tako da moramo vsi zelo skrbeti, da je v srcu globoko spoštovanje in se ne smemo dati vezati samo na te zunanje pojave, kot je poklek, kot je sprejemanje na usta. Seveda pa mora tudi vsakdo, in cerkev to priznava, delati, odločati se po svoji vesti.
Vsi mi moramo stremeti k temu, da imamo globok, spoštljiv odnos, da ga zares globokým spoštovanjem. Mene bolj boli to, da nihče v Sloveniji ne uveljavlja, da bi, ko bi prihajali k obhajilu, bi prej pokleknil, ne takrat, ko sprejemaš, prej poklekneš, ko čakaš za njim, poklekneš pred Najsvetejšim in lepo sprejmeš. S tem gre in najbolj praktično, in najbolj hitro, in najbolj spoštljivo. Zakaj pa bi bilo večje spoštovanje, če kleče sprejemam, kot pa če sem predtem pokleknil? Veste, je bil tudi COVID in jaz vem, ker sem bil še v Srbiji in zlasti pravoslavna cerkev je to zelo poudarila, ne? Da ker če se sprejema sveto obhajilo na jezik, ker gre za spremenjeno Kristusovo telo, da tu ne more priti do bolezni. In vendar se je zgodilo, da je tudi kar nekaj pravoslavnih škofov v tem času umrlo. Ker moramo vedeti in biti zelo pošteni. Tudi sveto obhajilo ohranja zunanjo podobo. Notranja moč se spremeni in zato je tudi hostija lahko podvržena kakršnemu koli zastrupljanju. Tudi tu milost predpostavlja naravo, ne? Tako. Vidite, zato jaz zelo poudarjam globoko spoštovanje, če se le da preden pristopimo v obhajilo poklekneš, kakor naj duhovniki vedno, ko prijemajo, vedno pokleknejo, tako naj bi tudi verniki in medtem, ko čakajo, bodo tem izrazili največje spoštovanje. Namreč včasih je res tudi tako, imam veliko prakse, da nekateri verniki, in jaz nimam nobene težave obhajati na jezika, pa potem te prav ugrizejo, kako da bi ti hoteli roko oblizniti. In to je bil razlog, zakaj je cerkev rekla na roke. Pa tudi, da bi roke zares očistili, da res prihajamo in telesno, in duševno, in duhovno čisti k Bogu. Ali bi bilo težko ustreči tudi po vsem dovoljenemu načinu prejemanja svetega obhajila na usta in kleče, kot ste sedaj omenili, tako da bi duhovnik pri deljenju obhajila imel ob sebi tudi klečalnik, za tiste, ki želijo pri prejemu obhajila poklekniti. Saj sedaj morajo poklekati na tla in še celo k obhajilu naj bi prihajali zadnji v vrsti, opozarjajo nekateri duhovniki, češ da sicer ovirajo deljenje svetega obhajila. Glejte, tukaj moramo vsi skrbeti za dobro, zdravo, polno občestvo. Moramo tudi priznavati, da smo ljudje različni, da so kraji različni, da so tradicije v posameznih krajih lahko različne. Zato je zelo dobro, da pride do zdravega pogovora med cerkvenim občestvom, med pastirjem, župnijskim pastoralnim svetom, da se o tem pogovori. Zakaj je zlasti papež Benedikt XVI tako poudarjal, da naj bi imeli križ na oltarju, da bi duhovnik, medtem ko mašuje obrnjen proti oltarjem, z ljudmi bil v kontaktu vidnem prek križa, ker za Kristusa Gospoda on mašuje v njegovem imenu, ne v svojem imenu. Namreč tukaj moramo priznati, da je prišlo v celotni zgodovini do nekaterih sprememb, ki jih niso mogli vsi sprejemati. Nekoč smo vsi maševali obrnjeni proti vzhodu, ker Bog je, kot pravijo teologi in svetopismo, vzhod. Kaj to pomeni? To ni ta kozmični vzhod, ampak od njega vse prihaja. Bog sam kot tak nam posreduje, od njega prihaja vse. In zato, vidite, smo vedno klasično maševali obrnjeni proti vzhodu. Drugič, duhovnik je navadno maševal, da je bil obrnjen proti vzhodu, ker je to podoba dobrega pastirja. Dobri pastir je vedno šel naprej, dvignil roke, in je, kot pravi Jezus sam, ker dobro pozna svoje ovce, jih je povabil in ovce so šle za njim. Ker je normalno, da pastir, ki gre na čelo, da ne gleda k ovcam, ampak gleda naprej, kje bo najboljša paša, kje bo najboljša pijača, kakor je tudi duhovnikova naloga,
da ljudem daje čim boljšo duhovno hrano in da tako obhaja liturgijo, da bo jim res dal lahko najboljše zakramente. To se je zaradi občestva, ki je zelo poudarjeno po koncilu, kar je dobro. Prej nismo toliko poudarili občestvo, zdaj pa smo res občestvo poudarili. Ampak povsod ni bilo zadosti domišljeno. Pomislite samo, če so cerkev gradili čisto okrog oltarja in potem vemo, ko sedimo, da ni vedno najbolj spodbudno ta družba, to občestvo, ki je zbrano okrog oltarja. Zato moramo še stalno naprej iskati, razmišljati. Papež Benedikt XVI je zatorej to hotel, da se ne bi zgubil čut za spoštovanje do Evharistije. Ker tudi pri zadnji večeri, moramo priznati, apostoli niso klečali, ko so bili obhajani. Evharistija se dogaja na mizi, ker je to sveta večerja. In torej ne smemo potem nekako pretiravati. Je pa seveda duh, s katerim prejemamo sveto obhajilo, zelo pomemben. Bolj pomembno je, da bi in duhovniki in vsi razumeli, da sveto obhajilo vedno prejemam. Nikdar ne morem sam vzeti. Vidim, da včasih tudi duhovniki pri koncelebraciji kar vsak zagrabi. Vedno tisti, ki predseduje, deli, da bi se spomnili, da je sveto obhajilo dar. Vedno moramo, to je čisti, nezaslužen dar, mora biti globoko spoštljiv in zato vedno poklekujemo pred tem. Seveda, glejte, spet je treba videti, če pa je cerkveno občestvo manjše, potem je to mogoče uresničiti. Če pa imate 300, 400 ali pa še več ljudi v cerkvi, je to skoraj da nemogoče tako lepo obhajati, da bi lahko vsi pokleknili in vsi na tak način sprejeli sveto obhajilo. Zato, kakor se včasih zaradi bratovske ljubezni čemu odrečemo, tudi tukaj se lahko odrečemo, pa povečamo svojo ljubezen. Ne smemo torej vztrajati v tistem, kar ni bistveno, vedno se moramo vprašati, ali je moja ljubezen res tako visoka, da je nič ne more presegati. Ko omenjate papeža Benedikta XVI. Že pokojnega, kaj menite, zakaj je on vztrajal pri deljenju svetega obhajila zmeraj na jezik in kleče? Zmeraj je bil postavljen klečalnik, smo videli preko televizije, ko je on obhajal. Kot veste, tudi to ni delal celo življenje, ampak zlasti kot papež, ko je videl, in to je treba priznati, da so mnogi v katoliški cerkvi na področju obhajanja po spremenjenem, obnovljenem obredu, da niso zadosti spoštljivo obhajali. Tu smo tudi mi, Slovenci, veliko zagrešili. Z ene strani smo bili najbolj pridni, verjetno noben drug narod kot Slovenci smo takoj cerkve prilagodili. Čeprav smo tako majhen narod, smo takoj vse cerkvene knjige prevedli. Nekaj čudovitega, zares prej, hitreje kot mnogi veliki narodi. Torej vso to materialno prilagoditev smo zelo dobro napravili. Glejte, nimamo pa še odgovarjajoče muzike, glasbe. Še vedno ne pojemo psalmo od tistega dneva, kot je predviden. In toliko drugih stvari. Mene je pretreslo, ko sem bil v eni župniji, binkošni praznik, pa so vstopno pesem peli Lepa si lepa roža Marija. Vsa čast Mariji, ampak vstopna pesem mora izražati vsebino tega praznika. To pomeni, naj bi še veliko storili, da bi predvsem duha liturgije dojemali. Potem je marsikje bilo tako, da smo ljudje govorili, da olepšamo liturgijo, pa so potem napravili neke druge, bi rekli, take trenutke ali neke vrste ples ali neke deklamacije, recitacije in tako dalje. Premalo smo se uživljali v samega duha liturgije, še posebej premalo pojemo psalme in vse tisto, kar je povezano s psalmi, ker psalmi
pa aleluja se vedno poje, ker to je hvaljenje Gospoda. In sicer morajo biti te melodije take, da preprosto našo dušo, naše srce prepojijo s tem religioznim čutom. In tudi zdaj vidim v postnem času se ponekod stalno samo Jezusovem trpljenju govori, ne pa toliko o njegovem boju proti hudobcu, o njegovi želji po resnicoljubnosti. Torej moramo tega duha liturgije bolj dojemati. In ker tega ni bilo, in potem, kot veste, je ta skupina okrog škofa Lefevra, ker so mnogi marsikaj zametovali od resnične te pravilne prenove, se je v cerkvi začel pravi boj. In tako vidite, tudi zdaj je kar nekaj tistih, ki mislijo, da bodo to vprašanje reševali, če se bodo vračali staremu latinskemu jeziku. In nekateri mislijo, da so bolj pobožni, če sveto mašo obhajajo v latinščini. Vendar to ni središče vprašanja. Središče vprašanja je, ali imam pravi odnos, spoštljiv odnos do Boga. In vidite, ker so marsikje to uničili, spoštljiv odnos, potem se hočejo nekateri vračati k latinskemu jeziku, ker je samo po sebi nekaj, kar docela ne razumeš in ti bolj približa zakrament kot skrivnost. In to je povabilo, da torej skrivnosti globoko dojemamo. Zelo zanimiva tema za eno morda prihodnjih oddaj. Z vami, gospod nadškof, magister Stanislav Hočevar. Za tokrat najlepša hvala za vaše odgovore. Hvala pa tudi vam, drage gledalke in gledalci, za vaše poslušanje, za vašo pozornost.